Planica, planica, ledena kraljica. Le kaj se te dni dogaja s planico, ki gosti prvenstvo v nordijskem smučanju? Spletne portale in medije so te dni preplavile slike s planice s praznimi tribunami in noro zasoljenimi cenami tako za vstopnice kot hrano in pijačo. Navkljub bombastični reklami za prvenstvo v nordijskem smučanju, tribune in prizorišča samevajo. Planica kot izjemen ponos slovenstva sameva? Le zakaj? Celo šolske zimske počitnice so bile prestavljene za 14 dni, prej kot ponavadi, ker so organizatorji pričakovali trume obiskovalcev. Ampak razen nekaj verjetno dobro situiranih posameznikov, ki si očitno lahko privoščijo ta zlati nadstandard, so tribune prazne. No, pa si poglejmo nekaj podrobnosti. Menda naj bi en hot dog stal 8 evrov, pol litra vode v plastenki 3,5 evra, porcija ocvrtega krompirčka 5,5 evra, burger 12 do 13 evrov, prav tako golaža. Najdražja pa so svinjska rebrca in to 18 evrov. Pol litra pive pride 5 evrov, šilce žganja 5 evrov, četrt litra kuhanega vina 5,5 evra in to je le nekaj izmed podrobnosti ponudbe. Da o ceni vstopnic sploh ne izgubljamo besed. Največji absurd pa so cene nastanitev, da so si ljudje raje izbrali sosednja Trbiž in Beljak, ker sta menda pol cenejša od slovenskih. Tudi Bled sameva, prav tako zaradi visokih cen. Organizatorji, ki so si obetali mastni izplen, so že odstopili bližje proti realnim tlem in začeli razmišljati, da če bo polovička obiska od prvotno načrtovanih 120 tisoč, bo nekako v redu. Ampak po sedanjem odzivu bo še polovička težko dosegljiv cilj, ker apetiti po megalomanskih dobičkih so se preveč zasidrali v nekatere posameznike, ki so dejansko izgubili tla pod nogami. Slovenci kot marljiv priden deloven narod smo v zadnjih 3 letih množičnega maltretiranja na vseh možnih nivojih marsikaj dojeli in se ne damo več dobesedno nategniti po suhem. Preveč trdo se je zaslužil vsak evro, da bi ga pustili izpleniti iz težko prigaranega kupa. In tu se zdaj vidi, da se je kolektivna zavest dvignila v nepredstavljive dimenzije. Dragi organizatorji planice, očitno se ljudje ne pustimo več nategniti. Niste pričakovali, a ne da? Ljudem se nam je namreč odprl drugačen pogled na življenje. Začeli smo razmišljati, začeli smo dojemati, začeli smo videti bistvo, da nismo več samo številke in objekt za izkoriščanje, ampak smo ljudje, ki se še kako zavedamo, da smo mi tisti, ki lahko vplivamo na to, ali nas bo nekdo grobo in grdo izkoristil. Slovenci, tu nam gredo vse čestitke, vsa čast. Nič nam ne pomagajo raznorazni protesti pred parlamentom, polna usta praznega leporečja, brez vsebine. Samo konkretna dejanja štejejo. In tu pri praznih tribunah, kjer se lepo vidijo izjemni, bi lahko rekli bajni nesramni apetiti po dobičkih, se je pokazal izjemen rezultat protesta Slovencev. Ne bo nas nihče več nategoval. Pika, konec. Ljubi ljudje, upam, da se zavedamo vsi skupaj naše izjemne moči soustvarjanja skupne sedanjosti in prihodnosti. Vidimo, kaj se zgodi, ko ljudstvo stopi skupaj. Nihče, ampak prav nihče ne more čez to moč. Nihče nas ne more v nič prisiliti, če mi tega ne dovolimo s svojo prosto voljo. Če mi rečemo ne, je ne. In to ni samo v tem primeru praznih tribun, zaradi požrešnih apetitov megakapitala. To se lahko zgodi prav v vseh porah našega življenja. In mi ljudje smo tisti, ki imamo škarje in platno v rokah. Zavedajmo se tega, ker je že ogromno dobrih praks, le stopnjevati moramo tempo za dosego našega skupnega cilja. To pa je nedotakljiva in neodtujljiva pravica poživeti tukaj in zdaj. Vsa čast slovenskemu narodu, ki je končno dojel, da je vsa moč v njegovih rokah in ne nazadnje odločitvah, ki dajo konkretne rezultate.